Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu vabilu. Prosim. Ja, mal bi z vami rad govoril o podjetništvu. Za čuda. Za čuda, ja, tako. To je, vem, da ne poznate te oddaje, ne, ampak to je malo bolj filozofski podcast. Pa me zanima tako, kako vi gledate na podjetništvo iz filozofske plati. Kaj to sploh je, če ste kdaj na ta način sploh razmišljali? Ok, zanimivo. Najprej hvala za povabilo. Podjetništvo iz filozofske strani. Ja, v bistvu lahko tako rečem, no, kako bi ga jaz videla. Ne? Podjetništvo je nekaj, kamor se predaš z vso dušo pa telesom, ali te pa pač ni, če ne nisi podjetnika. Ne? Zakaj? Zato, ker v bistvu podjetništvo je res tako huda strast, da te posrka. In če nisi pripravljen tega početi 100%, potem bo zelo težko tudi uspel, če zdaj rečeva izven filozofskega aspekta. Ne? Tako da v bistvu gre za neko to notranje ravnovesje, ki se moraš tudi odločiti, koliko si pripravljen ti kot oseba žrtvovati za take stvari, kaj hočeš ven dobiti. Pač podjetništvo ni to, da boš ti, ok, zdaj se pa izgrema mega idejo, zdaj pa kar jutri se bo vse zgodil, pa milijonar bomo, tako, kot smo danes navajeni. Ampak podjetništvo je garanje in to garanje, zdaj, če rečeva, tako je povezano s tem, da se zelo veliko tebi tudi osebno življenje prilagodi temu, da to vpliva na partnerske lahko odnose, če nimaš podpore ali pa če jo imaš. A je to sploh razumevanje okoli tebe, tudi tega, kar počneš in tako naprej. No. To te posrka, to je 24/7, 365. Pač to postane življenje. Tako da iz tega vidika ni podjetništvo za vsega. Zelo veliko se je treba odrekati in ta odrekanja moraš ti sam ponotrani, zakaj si jih odrekaš, ker na koncu je to, če bo rekati, tako iz vidika človeka, investicija. V samega sebe, v to, kar nastaneš, v rezultate, ki bojo nastali, ki bojo povezani s tabo. Podjetništvo je lastna investicija. Tako, kot bi mogla biti tudi vsaka služba dojeta pri ljudeh. V službo ne greš zaradi denarja, denar je posledica. V službo greš zato, ker investiraš vase. In velikokrat bi mogli, predvsem tisti, ki so na začetku, jaz sem vedno tako razmišljala, že od začetka, ko sem študentsko delala, zakaj to počnem, kaj investiram svojega v to, pa kaj hočem imeti kot izplen. In velikokrat je bilo denar, pa to, koliko si plačan. Ja, seveda, da bi bil največ, pa super, najboljš, ampak vedno je bilo to tukaj pri meni kompromis. Zato, ker sem vedela, kaj hočem s tem narediti. Odskočna deska, zakaj je to naprej. Tako da zame je podjetništvo ena velika osebna investicija. Ki se jo moraš zelo dobro razdelati, če hočeš, da boš v njej uspel. Kakšne so pa karakteristike tega, ki se poda na pot? Ali pa kaj je dobro, da ima v svoji osebnosti? Zdaj bom jaz rekla, če gledam iz sebe ali pa z ljudmi, s katerimi jaz zelo rada delam. Velika mera in stopnja čustvene inteligence, ki jo danes ljudem zelo močno manjka. Pa ne govoriva o čustveni inteligenci samo iz tega vidika, ok, zdaj pa moramo vsem pomagati, pa do vseh biti dobri, ampak absolutno da ja, ampak v podjetništvu ne moreš uspeti sam, zelo težko uspeš sam. Ti vedno rabiš ekipo ljudi, konec koncev delaš z ljudmi kot dobavitelji, poddobavitelji, kreatorji, kakorkoli rečeva. In ta mera čustvene inteligence je tista, ki ti bo v bistvu naredila ekipo ali pa tvoje podjetje kot eno sinhronizirano enoto. To je zelo težko sicer, ampak če ti v bistvu mentaliteto Slovenca tipičnega vzameš, kjer jih je večina, še danes jaz to vedno trdim, sicer me ljudje zelo grdo gledajo, ampak Slovenci nismo podjetniki, smo obrtniki, zelo dobri. Ampak večina slovenskih menedžerjev, ki so hkrati lastniki podjetij, pa lahko delajo res dobre rezultate, pa velike milijon obrača, so še vedno obrtniki. Kjer je mindset, vzem človeka, najboljšega na trgu, da ga plači toliko, da bo glih imel malo tistih arašidov, pa izcuzi ga totalno, ker mora meni rezultate narediti. In to je ta napačna ideologija, kjer v bistvu prvič se meša vloga lastnika z vlogo menedžerja, kjer lastniki mislijo, če so lastniki, da se lahko vse vtikajo in obratno, kar je ful narobe. In tukaj je spet ta nivo čustvene inteligence, ki močno vpliva na to, da ti veš, kdaj se ustaviti in kdaj ne. In na drugi strani, da v bistvu težko zgradiš potem podjetje, ki bo res lahko raslo. Pa ne govoriva sem finančno, ampak kot ekipa, s projekti, z inovacijami in tako naprej. Ker ves čas postavljaš barijere, ki so vezane na te. Zato, ker nimaš čustvene inteligence, da znaš opazovati ljudi,
ne znaš dobro izvleči iz ljudi, ne znaš jih nadgraditi, ne znaš jih, ne vem, mogoče upravnomočiti, ali pa na koncu ne znaš po mizi udariti, če je treba. A se je tega možno naučiti, ali mislite, da je to v genih zapisan? Jaz bom tako rekel, jaz tako verjamem osebno, da 10% so geni, 90% pa družba naredi oziroma družina doma. Tako da, tako kot je bilo recimo, mogoče malo smešno se bo slišalo, pa ne, ni smešno. Meni je bilo v bistvu zelo impresionantno. Brala sem intervju z Gracie, od partnerka od Gorana Dragiča, ki jo imamo tipično Slovenci za seveda. Takoj smo jo predalčkali. Okay. Ne poznam to. V zelo barbiko, pa žensko, ki gre za denarjem in tako naprej, ampak njena življenjska zgodba je bila zelo zanimiva. In kaj so ji starši kot mladi punci, ki je pač šla v Ameriko, ker je Brazilka, v svet mode oziroma lepote, kakorkoli, podali bom rekla, kot neko popotnico, talent pa lepota sta dar, medtem ko odnos pa karakter sta odločitev. In to res drži. Tako da zelo veliko lahko sami naredimo. Ta čustvena inteligenca je predvsem mogoče, lahko rečem, malo veliko povezana z egom. A si se ti pripravljen komu prilagajati? A si ti pripravljen včasih kaj pogoltati pa pustiti ljudem, da zrastejo? Ali si vedno samo ti? To pa je veliko prakse, kilometrine, pa tudi tega, da konec koncev si pripravljen to delati. Pa ne samo podjetje, vse to isto v partnerskem odnosu. In zaradi katerih stvari podjetja, ali pa če greva na področje bolj startupov, propadajo v večini primerov? Zdaj, teh statistik je cel kup, da se razumeva. Takšne in drugačne. Te statistike lahko zelo zavajajo, zato ker tudi podatki se ne zajemajo na pravi način. Ampak, če bom rekla z vidika vlagateljev, kar mi opazujemo v našem okolju, ker pač regije so zelo pomembne, kadar pride do investiranja. Situacija pri nas, v naši regiji, ni ista kot je v Franciji, pa ni ista kot je v UK-ju, pa ni ista sploh kot je v ZDA. To so tako različni svetovi. Ampak večina startupov pade zaradi tega, ker ne razume procesa. Zdaj pa kaj to pomeni, kako stvari med sabo se pogovarjajo, pa kakšna so pravila igre v podjetju. Dokler si ti eden internih procesov. Ja. In ti interni procesi se na koncu reflektirajo tudi na dobavitele, na ljudi, s katerimi koncu stranke. Zakaj so Američani pri tem dobri? Zakaj so v poslu tako uspešni? To je moje osebno mnenje, zato ker so vrhunski v procesih. Oni razumejo, če jaz naredim produkt, tole je pravilo, kako ga bom spravil na trg. Pa ga da na trg, pa testira in pač popravlja to pravilo. In zakaj v bistvu potem startupi propadajo? Zakaj? Zato, ker se tako hitro razvijajo. In če ti nimaš, bom rekel, za teh osnovnih pravil monopolija, kako ga igraš, ne boš mogel delati popravkov, ampak boš mogel vedno se na začetek vrniti. Če imaš pa ti proces, pa ugotoviš, ko delaš reverse engineering, zelo hitro, kaj si naredil napako. In to naprej popravljaš. In procesi so tudi neko vodilo menedžerja ali pa direktorja ali pa glavnega CEO-ja, ki je lahko tudi hkrati founder, kam gre podjetje, kak je semafora, na različnih področjih. In pri nas je zelo veliko krat, ali bom rekla, kar večino krat dobim, ne, to se bomo pol ukvarjali. Ne, dej se od dneva ena. Ker v bistvu to je ključna stvar. Proces je zato, da ko tebe ni, da podjetje brez tebe dobro dela. Da ljudje vejo, kaj morajo delati. In to je v bistvu ena stvar, ki jo mi sploh ne razumemo Slovenci. Tudi regijsko ne, so pa recimo Nemci pa eksperti, oni pa samo koncepte delajo pa pravila. Zato tudi ISO sistem je tak, kot je in v bistvu v osnovi, če ga ti spoštuješ, pa živiš, ful dobro funkcionira. Če ga imaš pa zato, da ga imaš na steni, je pa sam sebi namen. Ja, če bi jaz sebi zastavil to prvo vprašanje, kaj je podjetništvo, bi rekel, to je v bistvu akt sestavljanja mašine, ki dodaja dodano vrednost v bistvu na trg. In mašina je, lahko tudi rečemo, proces. Se pravi, to ste ful dobro rekli, ker se jaz odmaknem kot podjetnik, ta mašina še vedno deluje in kreira neko vrednost za družbo. Tako. Dokaz za to, da pa kreira vrednost, je pa ljudje so pripravljeni plačati oziroma vidijo vrednost v temu, kar počnejo. In se vračajo in tako naprej. No pa na to temo mogoče sva spet nazaj pri naših obrtnikih. Obrtniki so lep primer tega, da v bistvu ne razumejo procesov, da ne popišejo tega in vse temelji na temu človeku, ki je hkrati v večino primerih
lastnik pa še direktor. In ko ta oseba, Bog ne da bi šla za 14 dni na dopust, je konc sveta. Zato, ker prvič ne zna spustiti z rok, drugič, ves know-how je v njegovi njeni glavi in nič ne predaja naprej. In ta nivo čustvene inteligence je vezan na to, da sem jaz, ne? Pa želja po kontroli, ne? Vse to je pač čustvena inteligenca, je tudi zaupanje, pa tako naprej, ne? In v bistvu podjetnik je pa ravno ta, ne? Zdaj, da ne bo kdo mislil, da dam disclaimer, ne? Podjetje se samo ne more voditi, to je lapsus, ne? Pač ljudje smo faktor, ki naredimo težavo, ne? No, mogoče bo vedno manj, to res. Ja, ampak kljub vsemu, ko imaš komponento človeka, imaš možnost, da se nekaj obrne. Zato, ker mi organsko odreagiramo na stvari, jih spreminjamo. Pač življenje je zelo aktivna, fluidna stvar, ne? Ampak, če imaš pa ti procese postavljene, v bistvu, proces je kaj? To je logika korakov, ki jih moraš narediti, da nekaj nastane. Kjerkoli. Ne vem, konc sem veliko kot rečem, pride, ne vem, revija v podjetje. A veš, komu jo moraš dati? Napiš, ko pride ta revija, dobijo na mizo direktor, ali pa ne vem, ko pride ta znanstvena literatura, da razdelimo temu in temu oddelku. In če je pravilo napisano, kdorkoli bo takrat uskočil, to bo vedel, kaj narediti. Pa je banalna stvar. Da ne omenjamo, kaj se zgodi, ko pripravljaš kosovnico za proizvodno, ali pa da kaj se zgodi, ko objaviš, ne vem, spletno prodajo, pa narediš novo akcijo in tako naprej. Kaj morajo ljudje delati? V bistvu algoritmi so to, ne? Ja, If this happens, then this. Yeah. Tako, ne, ampak korake, ne, monopolija noben ne zna igrati, dokler ga nekdo ne nauči pravil. In ta pravila so potem človeku jasna in zna monopol igrati. Zdaj bolj jih razume, bolj bo uspešen pri tem. Pa še malo strategije po vsega tega. In če mi rečemo v podjetju, če daš ti ta pravila igre, navodila, kako monopol igramo, bo potem monopol naše podjetje tudi boljš funkcioniralo. In v bistvu zdaj pa statistika, ne, statistično je bilo na tolikih caseih čez ne vem, par desetletij raziskav narejena analiza, da če podjetja imajo dobre procese, bo vedno, ko bo padla zadeva na najhujši scenarij, podjetje funkcioniralo na 70% zmogljivosti, ker te to kršuje. In lep primer za to so recimo proizvodna podjetja, tista, ki so res korporativno naravnana. Zakaj? Zato, ker v proizvodnji si ne moš dovoliti napake, ne? In one imajo procese in jih more dati. Ne? In to jim omogoča rast. Drugače pa zelo težko rastati. Obrtniki zelo hitro pridejo do nekega platforma, ki ga potem nikoli ne prebijajo. Govorim v prihodkovni strani. Da, ja. Ja, zdaj smo omenila Ameriko. Me zanima spet, ko filozofska plat tega, zakaj se je tam na tistem območju s temi ljudmi, zakaj so v bistvu uspeli v 20. stoletju zmagati? Tako. Če rečeva, kapitalizem je zmagal in zmagovalec med kapitalističnimi državami je verjetno, bi se vsi strinjali, saj zadnjih 100 let Amerika. Amerika, ja. Ja, zdaj kaj je tam Kitajska v bistvu zelo močno približuje. Res? Zelo. Ampak jaz bi tako rekla, jaz mislim, da vsa stvar izhaja iz njihove ustave. Začeli se je takrat. Ta njihova logika, vsi smo enaki, nobenega ne moreš tretirati drugače. Že če se gledava iz kulturoloških lastnosti, iz tega, kdo lahko živi, na kak način lahko živi, vsi smo enaki. In kaj je logika ameriškega ustroja? V Ameriki se mora vsak državljan ukvarjati z lokalno skupnostjo, communityjem. Se pravi, oni morajo zelo močno vedeti, kaj se doma dogaja. Zato, ker je sistem tako naravnan, da ti nimaš dostopa do določenih stvari, če teh stvari ne poznaš, ne razumeš in nisi v njih vpet. Pa se pol v bistvu nam zložijo zgodbe iz teh ameriških filmov, ne vem, smo imeli protest za šolo, community in tako naprej. No in potem pride državna raven, kjer se oni tudi spet zelo veliko ukvarjajo, na federalni ravni, zvezni, se pa zelo malo ukvarja povprečen Američan. Ampak ta logika, da se moš ti močno vpet, da so ljudem dali dokaj veliko svobodo in da so vse postavili na isti pedestal, je v bistvu naredila narod zelo proaktiven. Ker oni, ki so pač, se veva, kako so nastale kolonije, oni so se takrat hoteli izločiti iz tega, kar je bilo v Evropi. In kako so lahko v tej pustini, v tej pusti državi, ki je bila, ko so prišli, lahko začeli nekaj kreirati. Tako da so začeli gospodarstvo močno orinto v spredje. Danes v Ameriki je ena stvar tak, je mogoče zelo
impresionanten za nas Slovence. Američani so volkli, mi temu rečemo, povejo stvari. Oni so navajeni tako hitro te pokritizirati, kot ti poje, da je nekaj dober. Pa izpostavljajo se, ne? Se to je to, ne? Izpostavijo se. Oni, njim je vse, a te pa še, kar ti on pove, ali ne. A ne? In njihova ta širina ukvarjanja z vsem, da morajo na okolici okrog sebe zelo močno stvari poznati pa vedeti, je v bistvu to, kar pa mi nimamo. Mi smo pa mega vrtičkari, a ne, v bistvu smo pa ena velika niva, ne? In ne razumemo tega koncepta sodelovanja, Slovenci. A ne? In to pri Američanih znajo zelo hitro skupaj stopati, pa zelo hitro so glasni. In zato so zelo dober trg, ker imajo njihovi naravi, da so dostopni, da približajo stvarem, da povejo svoje mnenje. Zdaj bom rekla, Evropejci smo delč od tega. Mi smo pa zelo zaprt community, mi zelo radi, bom rekla, v domače pošimfamo, ne? Sploh Slovenci smo mega kleja, ampak ne bomo pa nikoli človekov v obraz povedali. In na koncu v bistvu zelo sovražimo ljudi, ki nam pa povejo v obraz, ker nismo pripravljeni tega mnenja sprejeti. Povprečen Američan, ki se z njim pogovarjaš, brez problema. Ti mu lahko poveš, to ni okej. Okej? Dej povej, kako lahko boš naredim. Slovenc tega ne bo sprejel, da ni okej. Ker se on odločil, da je to najboljše. In ta pristop odprtosti, sprejemanja, dati človeku možnost sploh, je nekaj, kar nam ni lastno. Zato oni uspevajo. Pa še tisoč in ena kulturna stvar, pa ureditev ekonomije, pa tako naprej, ki jih temu pripomore. Ampak ta mindset, v katerega se povprečen Američan rodi, je toliko drugačen, da je nam včasih zelo nadležen Slovencem. Ker je res toliko drugačen. Vsi so prijazni, vsi so čez 5 minut I love you. Za nas je to neka stvar, ki je zelo taka intimna, tako, ker ne bomo kar vsakmu rekli. Oni so vsake 5 minut, ko sreča enega to, ker je njim to lastno, ker je to njim, oni nimajo problema tega povedati, izraziti, zelo hitro te vzamejo pod svoje okrilje. V Sloveniji vemo, kako je. V Sloveniji dobi dobrega mentora je težko, ki ti bo res stal v strani. In to so te kulturne, bom rekla, vzorci, ki jih mi vlečemo že x časa in te strahovi, za nas pa predvsem ta občutek majhnosti, s tem imamo mi grozen problem. Pa dajmo povedati, da nismo najmanjši narod v Evropi. Pa se še vseeno obnašamo kot največji reveži. Sami pri sebi, kot Slovenci. Navzven nas ne vidijo ljudje tako. Omenila sva Kitajsko, ampak a bi še kakšna kultura imela tak mindset, ki se res dobro mapira na podjetništvo? Po vašem mnenju na svetu? Ali je Američan najbolj? Arabci zelo močno sledijo. Mi smo zelo močno delamo z arabskim svetom, Emirati, Rijad, se pravi Saudska Arabija, ta predel. Delate na kakšen način? Start-upi, investicije. Oni investirajo, vi investirate? V bistvu tako investiramo neko tako, da bi onih nam, zato ker imamo problem na evropskem nivoju za anti-money laundry politiko. Se pravi, Evropa je postaja čez dalje bolj regulirana, bistveno bolj, kot je bila, ampak v škodo nas. Se pravi, če bo tako šlo naprej, bo čez 5 let nemogoče karkoli pripeljati v Evropo, kar je velik strah nas vseh. Zelo težko bojo tudi evropska podjetja delala s tujino, če bo tako šlo na tak način. Jaz upam, da ne. Ampak predvsem te zaledne države, mi jih imenujemo zaledne, se pravi, Arabski Emirati, pa tudi konec koncev, Indija, Azija je pa tako bu za vso evropsko regulativo in Bog ne daj, da pride kakšna transakcija s tem, to je tako, da si najhujši kriminalca. Sem imel to izkušnjo, ker sem delal za podjetje iz Kitajske, pa sem dobival nakazila iz Hong Konga. Jaz sem imel pa Sberbank, ki je ruska banka bila. In takrat je imel Krim, in jaz po 3 mesece nisem dobil. V bistvu vmes je bil denar in noben mi sploh ni znal povedati, kaj se dogaja zdaj s tem. Ker je bila to politična stvar, ne pa ekonomska. No, ampak zdaj pa na nivoju EU-ja prihaja do res hudih restrikcij. To se lepo vidi, to lahko povprečen državljan vidi, kaj se na TRR-jih dogaja in kako beležijo, če ti kaj več plaščaš in tako naprej. Da ne omenjamo poslovnih računov. In da če posluješ kakšno državo, tako, ki njim ni všeč, ki na tej listi, ti kar račun ukinejo in tako naprej. Oziroma te obvestijo, da ti ga bojo čez 2 meseca. Kljub temu, da si ti plačnik. Pa tako. In to niso dobri pogoji. Ampak Arabski Emirati, zanimivi ful,
to, da so se oni tako odprli pa prilagodili, predvsem recimo z Dubajem, ki je v zadnjih 7 letih postal Meka, sej ni vse tako rožno, to da se razumeva, ampak kljub vsemu, ta mentaliteta, da že ti tja priješ kot klasičen Evropejc, pa recimo jaz kot ženska se narabam pokrivati, pa to se sprehajam prosto po Dubaju, pogovarjam z Dubajčani, se pravi native, ki me gleda v oči. Se rokujete? Tudi, to je tako, wow, so ugotovili, da pač oni imajo nafte to, kar imajo in da nekaj bo treba narediti. In oni so začeli delati presežke. Presežke v privabljanju kapitala, presežke v gradnji mest, presežke v tem, zato ker pač to je edino, kar lahko ponudijo. In so tukaj dobri, je pa težko z njimi biznis sklepati. Tudi niso zdaj neke najboljše davčne oaze, tudi tam so neki davki s tem, da oni jih imenujejo fee, community fee in tako naprej. Ampak kljub vsemu, so odprti, cel kup enega ekosistema so zgradili in tako naprej. Je pa denar za marsikaj. Droben disclaimer, kdaj ta denar prije, to je drugo, ker za rabci posel je zelo težko delati, dokler nimaš denarja na TRR-ju, ne verjameš, da je to se res zgodilo. Pač to je pa njihova kultura spet. A kdaj pade v vodo nekaj, kar je bilo že dogovorjeno, ali kako? A prav razumem? Tudi. Mislim, oni so tako zelo, zelo svoji, to misle na nivoju družinske logike, sprejetosti, pa zelo radi imajo obstoječe znamke z dolgo tradicijo, kar pa nič od start-upov ni. Ampak oni zdaj že to v mentaliteti svoji, pa v svoji pač nasplošno percepciji popravljajo, da pač odpiramo start-upe, ker jih rabe, da nam rešijo ta in ta problem. Tako da recimo zdaj, če gledava Saudsko Arabijo, pa to, v bistvu kjerokoli stvar dajo dobri start-upi na trg uspe, zato ker je trg tako lačen. Start-upi, ki dajo svojo rešitev na tisti trg. Lačen česa? Rešitev? Rešitev, nasplošno, ker to je bilo prej vse zaprto, tok in tok desetletij. Tako da to je recimo neka taka promis in destinacija, ki pa je dobro odskočna deska potem za Azijo, z Dubaja, tudi v Ameriko zelo močno. Avstralija, Indija predeli, se pravi, res so se kot neko stičišče pozicionirala. Kitajska je pa na nivoju države pač zelo proaktivna, ne bomo rekli na nivoju start-upov, ker tam je pa spet čist druga logika. Če mi delamo 3-minutni pitch, oni imajo prezentacijo, če se da še več besedila gor, da ga bojo dali še več. Tam so zelo močno navezani na nazive in tako naprej. Je pa država, Kitajska kot država prosperira nenormalno. Mislim, jaz sem bila 6 let nazaj na Kitajskem, pa zdaj, to je tako, ko noč in dan. O onesnaženosti o tem ne govorimo več, reke so zelene, modre, čiste, papirčko po tleh ni, se lahko mi vprašamo, kako imamo čisto državo. Hitri vlaki vozijo na sekundo natančno, na milimeter natančno se ustavi tako, iz tega vidika gospodarskega pa cvetija, oziroma se postavlja, zato ker se zelo centralizira. Amerika je pa pač open market, je pa supermarket za prodajo in tako naprej. Ravno zaradi teh kulturnih značilnosti. A ste mogoče prišli v stik s tisto knjigo Ray Dalija, Rise and Fall of Nations, oziroma to je bil nek tudi zelo znan video, mislim, da je 30-minutni ali 45-minutni, kako je imperiji v bistvu pridejo na vrhunc, pa potem začnejo propadati, v bistvu ta ciklična narava imperijev. In njegov argument je, oziroma trditev, da je Amerika trenutno na deklajnu. Na deklajnu, ok. Ja, začenja se deklajn, zato ker vsak imperij, začetek te poti navzdol so interni konflikti. In Amerika zdaj začenja, ali pa mogoče pred 4 leti, s Trumpom, zelo močni poli zelo močna pola sta se kreirala interno. In ne strinjajo se čisto, v katero smerita. Eni bi šli v to, da se malo bolj zaprejo, pa make America great, eni bi pa pač, ne vem, odprlo vse. Ja, vse, na vse različne načine. Pa se ni posod po svetu isto? Ne vem, se mi zdi, da je tudi vpliv Amerike, ki prihaja za mikom, recimo k nam. Ja, jaz mislim, da je problem nekje druge. Izvorni problem vsega je, da nam je predober. To je izvorni problem vsega. Pač ljudem je predobro. In zakaj imamo z generacijo zdaj, pač se to ko njej upeva, Zakaj imamo težave z njo? Če lahko rečem težave v narekovaju. Zato, ker je predobro.
Ti otroci nimajo več želja, oni se ne veselijo malenkosti. Ne vem, jaz se še spomnim kot moja generacija, mi smo se super veselili, pa ne, da mi je kaj falila, ampak si se veselil malenkosti, Jolly barvici se veselil, ker pač tega ni bilo izobilju. Sej to, kaj je malenkost, je subjektivna stvar. Ne? Absolutno, ampak to so res malenkosti. Današnji otroci ima zahtevo, hočem to. Zakaj? Ne? In to je velik problem generacijski na nivoju, kaj bojo te ljudje počeli, ko bojo odrasli, ko bojo poznali pravice po odgovornosti, ker je življenjski standard predober. Ljudje nimajo več, prvič ljudje ne trpijo, pa ne, da se zdaj zagovornik tega, da se razumemo, jaz sem izredno socialno bitje, zelo si želim, da ljudem je dober, da ni revnih tako naprej, ampak to konec koncev je utopija, to je težko narediti, pa dosež. V osnovi države, zato da lahko funkcionirajo, rabijo velike razlike. In svet je šel s tehnologijo toliko naprej, poprečen državljan, z izjemo tistih res, pustva tiste Afrike, pa to, ampak ne živi slabo. Tudi na Kitajskem ne več, če smo se že prej dotaknili. Srednji razredi, tako imenovani, ki jih recimo na Kitajskem prej ni bilo, ali pa pri nas sploh nimamo več srednjega razreda, ker je tako dobro, da ne omenjamo tudi Amerike, seveda, da je revščine ful, ampak kljub vsemu, te malenkosti, te dostopnosti, na voljo raznih pripomočkov, stvari za življenje je pa tok, da jih lahko v bistvu čisto vsak dobi, nas je postavili v pozicijo, da smo ljudje rata zelo apatični. Ne želimo si več nič drugega, kot samo biti uspešen na social mediji, pa postati milijonar v parih letih. To so glavni cilji ljudi, na splošno. Pa obdobje, ne? Ja, pa nič za to delati. Ja. Da do tega priješ, nič ne delaš. To se zgodi. In ta delovna etika, da je treba za stvari v življenju delati, tudi milijonari, nikomor nič ne pade z neba. Ok, razen tiste stare družine, ampak tega mi sploh ne poznamo. To je zelo napačno zgrešeno. In moje osebno mnenje, da je problem to. Nam se nacije lomijo na kvaliteti predobrega življenja. Ne na tem, da kako smo zdaj politični. Pa se pa začneš z vedarijom ukvarjati. Seveda, zato ker imaš čas. Včasih smo se zelo na drugačen način tudi s politiko ukvarjali. Včasih smo se ukvarjali ali pa imeli odnos do Amerike, recimo v Sloveniji, zelo drugačen. Bolj pozitiven. Mogoče pozitiven, ali pa smo znali bolj kritično pokomentirati. Ampak zdaj pa ene in iste stvari govorimo, ali pa recimo, ne vem, pogledaš medije, a je kaj pozitivnega v medijih, saj naših? Jaz vedno rečem, da Dnevnik, a ne zvečer, je 5 najslabših stvari, kar se jih je zgodilo na planetu Zemlja danes. Ja, sej, negativa. Ja, ker nas je to začel filati, zato da je nekomu slabš, kot je meni. Mi imamo konkreten problem. Jaz to vidim tudi pri študentih, ljudeh, ki delajo z mano in tako naprej. Kaj jaz rečem, imamo neki velik izziv, pa sej bomo, dajmo ekipa zagrabimo. Ja, kako kar bomo? Ja, pa dej najdi način, da bomo, dej se žrtvuj, da če verjameš v to, da narediš te stvari. Ljudje bi radi, da se vse zgodi, tega ni tega, te strasti ni več, ni hrepenenja za nečim, kar si v življenju želiš, da boš dosegel, da boš ponosen na to. Ne vem, mi smo se vsi veselili izpita za avto, ker je to pomenilo neko samostojnost, pa lahko boš imel pol enkrat avto, pa to danes otroci. Zakaj bi delal izpit brez veze? Vse me doma pelejo, se bo to, se bo na 100 izgovorov. Ker ni treba, ker ni želja. Meni osebno to zelo skrbi. To pač naslednja generacija bo imela velik izziv. Mi pa tudi, zato ker bo preveč starih ljudi, za katere noben ne bo skrbel. A je to tisto, kar rečejo, tudi tak cikl je, močni ljudje kreirajo dobre čase, dobri časi kreirajo šibke ljudi in šibki ljudje kreirajo težke čase in težki časi kreirajo močne ljudi. Tako. In če zdaj to prevedeva v slovenski pregovor, 3 generacije gradijo, 4. zapravi. Aha, in zdaj zapravljamo, ali kako? Pa ne vem, jaz upam, da ne, ampak kot kaže, ja. V bistvu smo tako, mislim, ne vem, če bi lahko ta pregovor čist dala v to, to, kar smo oba zdaj omenila, ampak nekje vmes se bo pa nekaj zgodilo v tem smislu. Ne bo mogli to nedogled. Zakaj? Zato, ker v osnovi konc koncev, če imaš ti toliko izobilja vsega, ljudje postanejo opinion makeri, imajo svoje mnenje, se tudi borijo za to mnenje. Kako boš ti vladal taki masi ljudi, ki ima neko svoje mnenje?
Pa če se zdaj referiram na Xi Jinpinga, kitajskega voditelja, kaj je on rekel, da so 3 njegovi največji sovražniki? Onesnaženost okolja, se pravi narava, to je mogel urediti. To, da nima naravnih virov, raznih rodnin in tako naprej. In tretja je kaj? Srednji razred, ki mu je postal velik problem, ker ima denar, dobro je situiran, živi v mestih, komuta lahko, se pravi, vozi se lahko vsadan kamor hoče in ima dovolj za življenje, da ima glas. Ti ljudje so rada zdaj glasni. To pa ni v njihovih pravilih igre. Ker moraš imeti prvič pri taki masi, drugič pa pri takem ustroju, moraš imeti pohlev na ljudi. To je en tak banalen primer, ampak jaz še enkrat mislim, da ni tok problem to, kako smo, politika je odraz nečesa, kar se dogaja v družbi, ampak da imamo bolj problem na nivoju družbe. In to kar konkreten, ki morda se zdaj malo zatiskamo oči, ali pa ga nočemo videti, ampak se bo čez 20 let nam zelo poznali, pa nam bo zelo hudo, če ne bomo nekaj na tem naredili. To mi je bilo zelo zanimivo, ker ste rekli, da trpljenja ni, a ne? Pa jaz bi se strinjal na tem materialnem vidiku, živimo najboljš možno. Ne? Ja. Ampak se mi zdi, ker vesolje je pač v nekem balansu, ali pa konstantno išče balans in ko nekaj potisneš v ekstrem, se bo nekje druge pokazalo. In mislim, da izredno trpimo na psihološkem vidiku. A ne, se pravi, kako jaz vidim, pa mogoče, če se na mlade fante, s katerimi imam bolj stik, a ne, zaradi te oddaje, v bistvu neka izguba smisla, a ne. No, saj smo pri tem, kar smo rekla. Točno to je to. Ja. Kako boš imel smisel, če imaš vse na voljo? Če imaš vsadan, zdaj bo rekla, ok, pa mogoče to ne, to, da imaš to pobrok, ni luksus, to je nujno zlo, ne? Ampak recimo, ne vem, vsak mlad najstnik ali pa ko naredi izpit, dobi avto od staršev, to se kar pričakuje. Deva mogoče na tem začeti. Zakaj? Zakaj ga mora otrok dobiti? Zakaj si ga ne bi privarčeval, garal za njega, delal študentsko delo, ne vem karkoli, pa mu potem starši pomagajo, da ti nekaj sam ustvariš in da si za to nekaj čez dal. Tega momenta nam je zmanjkalo. In kako boš imel smisel v življenju, če se vsak dan idealno odvija? Potem ti pa začne psihološko udarjati. Ja, pa me ta ne mara, pa ne vem, kaj bi počel. Seveda, zato, ker imaš čas, da se s tem ukvarjaš. In to ne more izoblikovati močne persone. Tudi ne more izoblikovati človeka, ki bo uspešen v razmerju s punco, s fantom, kakorkoli. Zakaj? Zato, ker ne poznaš svojih lastnih meja in si jih ne postavljaš. Ti moraš, jaz vedno rečem, da si zamisel, kje želiš biti čez 10 let, svojim otrokom, kje želiš biti čez 10 let, pa sta 13 pa 17. Mogoče, ja, vem, da sem zoprna mama, to je dejstvo, ampak se čez določene akcije pokaže, ko me otroka podpreta in rečeta, mami, prosim, mila. Zato, ker, pa že zdaj pri teh letih, zato, ker ti moraš vedeti, kaj hočeš in si moraš to želeti. Kaj lahko iz sebe narediš? Potem ni frustracij, to so same frustracije. A je bilo nam vsem v življenju lepo? Kje pa? Koliko preprek je vsak dan v poslu? Koliko preprek je vsak dan v življenju? A boš za vsako obupu, ker najlažje obupati? To je nekaj najlažjega. Se nasloniš nazaj, pa se žališ sam sebi. Na kratki rok je najlažje, na dolgi je najtežje. Ampak ko se ti zaciklaš v to, je to vzorc, ki ga počneš. Jaz mislim, da nam fali nekaj. Vsem mladim je to, da se ne znajo pogovarjati. Ključ vseh problemov psiholoških ali pa v podjetju, ali pa v družini, ali pa v svojem partnerskem odnosu je to, da se ne znaš pogovarjati. Komunikacija. Komunikacija vodi v zaupanje. In če tega dvojega ne znaš narediti, pa vzpostaviti, imaš velik problem. Ampak na koncu vse na tebe reflektira, vse to ti pobereš. Zato, ker tega ne znaš razločati in zato, ker tega ne znaš pofiltrirati. In te razni posamezniki, ki imajo s tem težave, imajo problem nekje druge in to morajo ugotoviti, kje ga imajo. Smisla nimajo. Jaz sem že pri 12 letih vedela, kaj hočem imeti v življenju. In sem si napisala cilj in se mi je učiteljica takrat gladko malo smejala. Ker pač ni bila prava učiteljica. Ampak jaz sem te cilje do 30. izpolnila, pa sem jih pa nadgradila. Treba je imeti, ti moraš sam sebe ves čas čez meje dajati. Se to je težko, to je za človeka lahko strah, ampak akcije, ki jih počneš v življenju, privatnem, zasebnem, vse to, kar sva naštela, morajo biti vedno tako potezne, da te je vedno malo strah, da greš vedno malo čez sebe.
Potem je pa pride za tem, ko uspeš. Pa tudi, če ne uspeš, pa padeš. Izkušnjo imaš, pride pa zadovoljstvo, učna krivulja, refleksija, ljudi nove spoznaš in tako naprej. Ker najlažje sedeti doma na kavču, pa se smiliti samemu sebi. Pa cel svet je kriv za to, ker tep ne gre. Sorry, nihče drug ti ne kriv, kot si sam sebi. In to je problem zdaj ljudi. Predobro, pa nimajo sploh ciljev, kaj hočejo v življenju narediti. Pa to se ni tako težko postaviti. Sej to, ki večkrat slišim zdaj tako neko odgovornost, ne? Neka sposobnost odgovora, zakaj je moje življenje takšno, kot je, ne? Ali pa zakaj se tako počutim, ne? Ampak če nekdo 18 let star, ne? Pa vi ste mama, ste rekli. Zadnjič smo imeli včasih delamo te izseke iz pogovorov in smo imeli v živo pred publiko v Piranu en podcast. Cool. In sem jaz razlagal o zgodbi, ki sem jo slišal. Neka zaposlovalka je zaposlovala v IT podjetju, ne vem, kjer kader je bil, ampak je fant 21 let star prišel z mamo na... moj bog. Moj bog, ja. No in to smo objavili in to je bilo na Facebooku. Mislim, to je pa prav zadelje nekaj, kar vsi vemo, da se dogaja. No, ampak lahko skočim veselo. Seveda. Kdo je tukaj kriv? Mama. Ja. Mama, ki vzgaja... Sam pa 21 letih bi rekel, tudi ti si odgovoren. Tudi on, ampak on ne pozna drugega vzorca. Ja. Bodva realna. Sam pa mogo začeti. Otroka ti moraš vzgojiti v človeka, kolikrat je meni, bi mojim otrokom vse dala. Ker vedno si želiš, da je tvojim otrokom boljš, kot bo tebi. Absolutno. Ampak jaz nisem slaba mama, če mojemu otroku rečem ne. Jaz sem dobra mama. Ker se čez čas izkaže in otrok sam pove, da sem to mami prosim imela ali pa oči prosim imel. Problem tega je, da starši svoje ambicije, ki jih niso, to so frustracije, ne več ambicije, hočejo živeti na otrocih. Mislim, največja bedarija, največja škoda, ki jo lahko otroku narediš. Otrok je lastna oseba, ti imaš dovolj, da zraste v osebo, ki ona želi biti in ga popravlji sem pri tem, da mu pomaga, že naredi hudih napak, pa konc koncev tudi, kaj gre peš. Kako so se naučili hoditi? Ja, moji so neštetokrat padali, sem bila vedno tam, pa jim pomagala, pa jih tudi držala za roko. Ampak ste videli, kaj so na vrvici otroci? Tudi, ja, ampak ko si enkrat na Kitajskem, to razumeš. Zato, ker je tam taka gužva, da te otrok zgine, dejansko. Ne, v Sloveniji. To pa ne, recimo. Ne, da ne pade, ne? Ja, ne, ampak kako se boš naučil shoditi, če ne boš padel? Ker si se učil kolo vozati, si enkrat dal koleščke stranske dol, pa si verjetno tudi mal padel ali pa skoraj padel. Ja, kako boš se naučil? Skozi napake. In kaj danes starši delajo? Te svoje frustracije, ker oni niso uspeli nečesa, kar so si zaželeli, aplicirajo na otroke in jih resnično spravljajo v travme. Lep primer, moja hčika je šla, ki se je odločila za srednjo šolo. Mami, a moram iti na tvojo gimnazijo? Ona je prišla zafrustrirana k meni, za strahom, a bom zdaj rekla, da ona mora iti tja. In kaj sva oba z možem naenkrat odgovorila, kar je bilo zelo fascinantno. Ne tja pet, kamor želiš. Meni vsem, če greš v Koper, te podprem. Pejdi na šolo, ki si jo izbrala in za katero odločitev boš stala. No in ona je presrečna na šoli, ki si jo je izbrala. Večina njenih sošolcev je šla na točno to gimnazijo, zato ker je blizu. Zakaj? Zakaj? Največja neumnost, ampak to starši delajo. In zakaj zdaj mora iti mama za sinom v službo? Zato, ker si ona bolj želi tega razgovora kot sin. Ampak kaj drugega mora doma narediti? Ona mora pri 21 mulca dati čez prak. Če pač nima službe in ne študira, ker očitno nekaj ne počne, ne? In s tem ga bo naučila živeti, ker življenje, jaz vedno rečem, življenje je težko. Življenje so polena. Na tebi je, da si narediš, da greš čez ta polena in si ga narediš lepega. Life ni lahek. Life je težek. Na nas je, da si delamo lepega. In to je poanta. Nič ni lepo v življenju. Življenje je kruto. Zdaj si ga pa naredi lepega. In ko ti to dojameš, da svet okrog tebe je v bistvu ful pasi, in da je na tebi, da greš čez to plavaš takole, pa včasih takole, pa da bo ful težko, ampak da na koncu bo zate dober, imaš pa smisel v lifeu. In v bistvu je to problem. Spet ljudje nimajo vizij, ne vejo, kaj bi radi, ne vejo,
kaj si želijo v življenju, ne vem, tudi ne vem, veze, pa vsako leto se razide, pa to je nekaj pol narobe s tabo ali pa z obema. Ker pač to pomeni, da tudi v službi pa druge ne boš mogel tega furati, ne? Ja, doma, recimo, lep primer, ne? Doma je ful pridna, ne? V službi pa nič dela, pa ne, ona pa v službi ful gora, doma pa nič naredi. Lej, ne mi teh buč prodajati, ker ne moreš biti dve ločeni osebi. Če doma nisi prijen, tudi v službi nisi in vice versa. To je lep primer, kakšni smo ljudje, ne? Tako da, jaz bi tako rekla, da v življenju si treba želeti, zelo velike cilje si treba sam sebe postaviti. Fejst jih mora biti strah, res fejst. Tudi mene je bilo. Biti pri tem, da jih dosegaš nekompromisen sam do sebe, ne do ostalih. To pomeni, da ne hodiš čez trupla, ampak iščeš somišljenike, podpornike. Včasih tudi kdo odpade, res je, ampak da na koncu zgradiš zgodbo, kjer imaš ti velik impact tudi v okolje. Bodi v svoj community in tako naprej. Ta giving back je ful pomemben. Tam je ful smisla. Ja, smisel je pa tudi konc koncev, če si ti dober v svojih dejanjih v življenju, ma ni vrag, da se ti nekje druge vrne. Se mogoče se ne zavedaš. Ampak vse je pregovor, dobro se z dobrim vrača, ali pa what goes around comes around, ne? Z razlogom. To so stare ljudske modrosti. A ne? In pa si jih je treba te cilje zastaviti in v bistvu iti do njih in iti iz te cone obdobja in v življenju se veseliti stvari, ki jih sam postaviš, sam narediš in lahko za njim stojiš pa rečeš, to je pa moje delo, moj dosežek, moj rezultat, karkoli. Jaz se nikoli nisem na staršev opirala. Na nobeno širšo družino. Jaz sem narejena sama. In to je najlepše, kar lahko narediš. A ne? Ker pa se ozreš nazaj in se oziraš naprej in imaš čist drugačne poglede, a ne? Na življenje. Tako da, ne vem, zame te frustracije pa to, jaz to ne podpišem. Sej, 15 minut prej ste prišla, sem dobil na Instagramu sporočilo fanta, ne vem, koliko je star, imela sva že ene par interakcij, ampak je rekel, oče mi je danes rekel, da bi mi kupil avto. Jaz pa nočem, da mi ga on kup. Kaj naj naredim? Pove glasno, jasno in ne razloži, zakaj noče, da mu ga oče kup. Ja, ne, sej, je povedal razlog. Ali pa ne reče, daj mi rajki v karkoli ta denar v kaj drugega, pa bom jaz iz tega nekaj naredil. Ne? Ja, jaz sem mu rekel, naj sprejme darilo, ampak naj ta denar, ki ga ima svoj, naj mogoče naredi nekaj za nekoga. Ne? To sem mu jaz pač, tako sem začutil takrat, ne? Ampak tega je velika, ne? In jaz sem tudi nekako srečen, da nisem tega imel v življenju. Ne zato, da mi ne bi hotel dati, ampak obdobje je bilo drugačno ali pa mogoče naš razred je bil drugačen in to mi je v bistvu vse podaril v življenju. Ne bi nikoli zamenil tega za neko obilje med odraščanjem. Ampak ne vem pa, kako bi... Je lahko zelo je lahko... Dvorezen meč. Zelo. Ja. V bistvu ti, ko si najstnik, ne, vse smo bili vsi tam, pa vsi smo si želeli ful vseh stvari, pa cel svet je bil drugačen, kot smo mi želeli in tako naprej. Sej s to in eno željo imaš, ampak kljub vsemu, ne. To ubilje na koncu, ko vidiš, ne, ti ne prinaša sreče. Kakorkoli se to klišejo slišim, ampak to je res. In pol imaš ljudi, ki imajo milijarde, recimo, ne, pač bomo rekli, recimo spet Američani, a so srečni, se javno priznajo, da niso srečni. In kaj jih pol fila v življenju? Ja, pristni stiki z ljudmi, to, da lahko nekomu pomaga, to, da nekdo vesel, ko so oni nekaj naredili. Neki z ljudmi vedno. Ja, polnijo te banalne stvari. A ne? Meni je pražal, ampak tudi na plaži lahko sem en teden ležiš. Meni se že po 2 dneh strga na ležalniku, da mogla ležati, ne? Ampak lahko en teden ležiš, pa je več ne vem, kaj lahko počel človek. Jaz si tega ne znam predstavljati. Torej, to tako pomeni, če ti nič ni treba. Samo si. Zakaj? Mislim, kaj je poanta, da si? Meni pa to ni dovolj, da sem. Jaz pa hočem ustvarjati, dodati vrednost, mogoče bi tudi komu pain in the ass, karkoli pač. Vse si različni, ljudje smo si različni karakteri, eni pašemo, eni ne pašemo, ampak jaz pa hočem biti nekaj več v življenju, ne sem, da sem. Ne? In po mojem mnenju to manjka ljudem, ta pogum, da bi naredili korak več. Zato, ker je cona obdobja tako super. Ok, ampak kaj pa če, recimo rečeva ta 21-letnika, ne, ki je z mamo prišel. Ne vem, če ne, to je bilo čisto posebej. Ampak recimo, da je en tak, ki se najde v temu, res imam tako mamo, ja, nisem do zdaj tako razmišljal. Kaj naj naredim, ne? Kaj naj naredim, pa pol na drugi strani, če mama ta posluša,
Kaj bi njej lahko vi rekala, ker ste tudi mama? Prvo to, da če gre najprej na tega sina, kaj bi jaz naredila, če bi bila to jaz v njegovi vlogi. Jaz bi pač mami jasno povedala. Jaz sem tako tak karakter, da direkt povem. Mogoče mora v takih primerih tudi malo zaboleti. Ampak je treba se zase postaviti. In pač postaviti mejo in narediti radikalno stvar. Tako, ki mogoče mama ne pričakuje kot rešitev. Zato, ker samo takrat se človek na drugi strani zaveda, da si resen. Drugače, to sem besede. Kar se pa mame tiče, pa jaz mislim, da teh mam ni malo, jaz jih non-stop opazujem. Kje pa pridete v stik z njimi? Ja, enkrat na leto, ko grem na roditeljski sestank. To je to, enkrat na leto. Jaz sem netipična spet tukaj. Pri nas velja, da so učitelji zakon, še vedno. Kaj se pa tam dogaja? Ne dajem potuhe otrokom svojim. Se postavim za njih dva, ampak na način poišče rešitev. Če bo res nekaj hudega, greva se pogovoriti z učiteljico, na koncu gotoviš, da ni nič hudega, da je bilo neko nerazumevanje in to je to. Ne dovolim, da jaz nadvladam učitelja, pa če lahko še tako pač je. Neka avtoriteta pa spoštovanje mora biti. Kar se pa tiče teh roditeljskih, meni so predvsem farsa, zelo so mi zanimivi. Jaz prvič tam nimam kaj početi, ker se ukvarjamo z super neumnostmi, in s pritožbami, kako otroci ne smejo imeti v 7. razredu pa 6. telefonov, pa mama tista, ki se pritožuje, škloca po telefonu cel roditeljski sestanek, ki imajo en 101 problem, kar se tiče prehrane. To je zdaj predvidevam, ampak verjetno po teh mam še nikoli v življenju kosila ni skuhal, pač ko jo gledaš, kaj počne, kako se obnaša in tako naprej. Se pravi, jaz bom rekel tako, konstantno neko iskanje napak pri drugih, krivi druge za to, da njim v življenju ni dober, pa njihovim otrokom, pa krivi druge za to, da njihovi otroci niso na boljšem, kot oni mislijo, da bi mogli biti. V bistvu pa učitelji, bom rekla, saj moja izkušnja, kar gledam tukaj pri mojih dveh, se zelo trudijo, iščejo rešitve, ne smemo reči, da so slabi, ker niso, se potrudijo tudi za posameznega dijaka oziroma učenca, če je treba, ampak v tej poplavi mami in očetov, ki abnormno pritiskajo z zelo neumnimi zahtevami na učitelje, je težko delati te stvari. A so večinoma mame ali očetje? Večinoma so mame. Ok, to je tudi zanimiv fenomen, lahko ga pol mal. Večinoma so mame in jaz mislim, da to je ena velika težava. S tem mama tudi otroku sporoča, da se otrok ne rab fajtati. Vse se bom jaz zate. Jaz se za svoje ne želim. Jaz se bom postavil takrat, ko bo šlo res čez visok rob, drugače pa otroci se morajo za sebe zboriti. Pa iti vprašati, pa ne vem, pa se zboriti, da dobijo stvari, pa tako naprej. Pač tako v življenju je. In tudi ne dovolim, da recimo in tega ne počneva nikoli zmožen, da bi karkoli sodila katergakoli učitelja pred svojim otroci in tako naprej. Če se že karkoli pogovarjava, kaj narediti in tako naprej. To ni način. Se pravi, teh stvari se ne razrešuje, pred očmi ušesi otrok. In jaz mislim, da je to krovni problem. Preveč imamo enostavno pravic, tudi starši. Najlažje groziti z odvetnikom, da bo v šolo prišel. Kaj bo s tem pokazal otroku? Mislim, meni je prav žal, ampak nič, ne. S tem boš dal message, da itak karkoli narediš v življenju z veseljem, karkoli v življenju narediš, ne skrbeti, nekdo bo vzadi tepto po pedenu, po liku in tako naprej. Ampak na koncu pa kad ti otroci pridejo v ta naš kruti svet, ki je pa po celem svetu kruta, ne, pa ne bo še tako dober, pa dober življenjski standard, je pa pol druga zgodba, no in pa dobiš za frustrirane ljudi. Ja, iz nekega nerealnega sveta ali pa iluzije prideš v realnost. Ne? In to vidim, da se dosti mladim zgodi, zato ker je mama kreirala to iluzijo, ja. Teh ščitnikov, pa balončkov. In potem je pa realni svet in je totalno sesutje posameznika. Ne? Ja. In to jaz upam, da mi uspe. Jaz ne želim pri svojih otrocih. Jaz nisem nikoli uvati, jaz sem od 15 leta služila denar, jaz sem hotela delati. Jaz sem hotela, iskala način, moji otroci tudi delajo počitniško delo, doma delajo, znajo stvari delati. Po mojem mnenju še zmer premalo, ampak znajo. In tudi jaz ne bom domov prišla, pa bo pomivalni stroj poln in tako naprej, ker ne dovolim tega. In to se začne pri osnovah doma. Pa ni to, da otrok
da ti s tem otroka pritiskaš. Ne, daješ mu delovne navade. Ni stvar v tem, da on ne želiš, da dela, da bi lahko ti naredil, da si ti hitrejši, ampak ta otrok bo enkrat mogel sam živeti. Jaz zelo dvomim, da vsi bo imeli denar za lastno čistilko in zelo dvomim, da vsak nasprotni spol ali pa kakorkoli bo pač skupaj živel, bo tudi kar vse znal, da bo lahko nadomestil mamo ali pa očeta konec koncev. In pač pol točeš v to, da priješ v življenje in si neopremljen z znanji, kompetencami, ker nič ne znaš. Ne znaš za sebe poskrbeti. A ne? In jaz mislim, da to je pač ta mala dela doma so osnovna stvar, ki se doma začnejo. In se zelo vidi, kateri otroci so to naučeni. Predvsem, ko prijo na kakšne prakse. Pa to. Zelo se vidi, kdo ima doma, bom temu rekano tako, če lahko to rečemo normalno, pa to je spet zelo subjektiven pojem, ampak nek tak, bomo temu rekli, zdrav higienski obroč okrog sebe, ker je odnos njih čist drugačen. Tazga študenta ali pa dijaka, tudi ko ga malo stisneš namenoma v kot, odreagira popolnoma drugače, išče rešitev, pride z vprašanji, ne obupa itd. Ali pa jasno pove, to pa jaz ne bi. Ok, fair point, gremo naprej. Ne? Tak ima pa ves čas zaledje, pa tudi mnenja ne zna izraziti. No, recimo, jaz takih nikoli nimam pri sebi. Ne morem delati s takimi ljudmi. Zato, ker sem jaz tak drugačen karakter. Ne? Kaj pa to, če pokomentirava, ker se vedno kasneje ljudje hodijo od doma, ne? Kakšno je vaše mnenje o tem, pri katerih letih, ne vem, kdaj ste višli od doma, ne? Zelo zgodaj ste začeli delati, tako da predpostavljam, da niste bili pri 27 doma, ne? Ne. Ampak danes to velikrat vidim pa slišam, ne? In mi se tudi tukaj malo bolj hecamo, ne? Tako, ker rečemo, da že po 20 nimaš kaj doma delati, ne? Če ne študiraš glih medicine, pa raboš podporo, a ne? Ampak ja, to se v bistvu odlaga na ful poznejše obdobje, vedno bolj poznejše. Ne? Jaz bom tako rekla, velika razlika je v tem, da živiš doma ali pa da doma živiš pa prispevaš. Ne? Dopuščamo te možnosti, zato ker pač življenje je, pač si treba tudi na svoje noge postaviti. Ne? Ampak jaz mislim, da ni toliko problem to, da otroci doma živijo, kot pa da nič ne prispevajo. To je največji problem. Se pravi, da nimajo te moralne odgovornosti, da dam nekaj zraven kot najemnino, dam nekaj zraven za stroške, grem vsake to kupiti v hladilnik hrano, ne vem, karkoli, da pričakujejo, da jim tudi doma starši dajo denar za bencin, a ne, to mislim, halo, ne. Če pač njim si zaslužil za bencin, se pač ne voziš, hodi peš, ne. Če so ti že kupali avto, ne. Tako da jaz bi tako rekla, zelo je odvisno, pa to ni neki zasodata, ne. Podoben primer je, kdaj imeti otroke, ne. Pa so nekateri zelo glasni, ja, otroke moš imeti ful hmalt, unika jih imajo pri 40-ih so bedkoti, to so, ne vem, 101 označbo imajo, ampak jaz pravim tako, življenje je ful težko pa nepredvidljivo, ti ne veš, kako se ti življenjska zgodba zloži. Če si, naprimer pri otrocih, če si ti spoznal res pravega partnerja med 35 in 40, ja, takrat je pač takrat pravi čas za otroka. In ne pri 20, zato ker bi s tem naredil škodo sebi in otroku. Ne? Če imaš ti pravega partnerja pri 20, je pa takrat pravi čas, ne, za to. Tako da to je zelo vezano na življenjsko situacijo. Podobno je, kdaj se odseljaš doma. Ne? Takrat, ko se lahko. Ampak pomembno je, da ti delaš v tej smeri, da boš šel doma. Ne? Jaz sem enkrat mojim otrokom v hecu rekla, ker sta bila tam 10 pa 13, ne? Ja, ko ta 18 let stara, vam kufr dam na vhod, pa gre ta, ne? In sta bila čisto šokirana. Ne? Ampak pa smo se o tem večkrat pogovarjali, ampak Mesič je bil tako, ne želim skrbeti pri 30 zavaju, vam bom pa pomagala in to je velika razlika. Ne bom ti kupila avto, ti bom pa pomagala. A ne? Ne želim tega, ti pa sem pripravljena pomagati. Ne? In probava z možem tako v bistvu v tej smeri tudi jih spodbujati, pa učiti, pa kljub vsemu se ima res velik nudva pa to, ampak te, po mojem mnenju, pametne stvari, ne vem, potovanje, izobrazba, knjige, ne vem, kakršnakoli ogled, česarkoli, take stvari, ki neko vrednost dajo. Ja, dobro kolo, ko so športniki, ne vem, dobra oprema za borilne športe, ja, zato, ker to otroci delajo, pa rokomet in tako naprej, a ne. Te stvari, a ne. Ampak to, kar pa ni smrtno nujno, da v življenju živiš, ne,
je pa treba si malo želeti. Ne? In jaz želim, da otrok pride do mene in reče, jaz si to želim, mami, a daš kaj zraven. Do tega jaz mislim, da je treba prideti. Ne? In se pravi, oceliš se takrat, ko če študiraš, študiri doma, ampak kde prispevi? Ali pa saj sebe pokrivi. Mej moralno odgovornost do staršev, da ne boš več njihovo breme, da se zdaj zgodba obrne, da si zdaj prišel ti v to obdobje, ko moš pa ti staršem pomagati, ne obratno. In jaz mislim, da tega preskokanja, ne? Se ti lahko tudi doma ostaneš, nič narobe s tem, pa si urediš karkoli, ampak naredi preskok, pa začni ti skrbeti za starše. Daj ti plače za njihove položnice, daj jim dovolj, da uživajo življenje, da so toliko let za tebe skrbeli. Daj jim ti to, ne njim zdaj kar naenkrat več denarja ostane. Jaz tukaj bolj vidim ključno stvar, kot pa leto, kdaj se moš odseliti, ampak način, kako do tega priješ, pa to izvedeš. Kaj pa ta moška pa ženska dinamika v tem svetu? Pa lahko greva spet na poslovni svet, ne? Koliko je vam ta debata sploh relevantna, ne? Da je danes odpirava, se prav ženske v poslovnem svetu, ne? Tega je zdaj vedno več se. Ja, to je zratala neka evropska mantra. Ja, vse tudi ameriška. Sej tak, če je bilo v Ameriki, pač k nam pol prišlo. Ampak jaz bom tako rekla... A je težje? Recimo tako, evo vprašanje. Je težje, absolutno, da je težje. Zakaj? Ampak težje je čisto preprosto, zato ker je bil ta svet posloven primarno moški. Ker pač je tako funkcioniral. Zato je težje, ne? Zdaj pač to je neka ograda, v kateri je bilo x ljudi, rečva poslovni svet, in ti moraš zdaj prijeti, moraš skozi to ogrado narediti luknjo in se noter v ta svet dejansko inkorporirati. Zato je problem, ne? Ker ni bilo, ker pač to vemo, kako kultura gre nazaj, kako je bila vloga ženske moškega, ne? In jaz nič nimam spornega pri tem, ne? Jaz imam večji problem pri tem, ko so zdaj začeli z te paradigme, več žensk tam, pa več žensk tam, pa več žensk tam, bom zdaj rekla, če govorim zase, ne? Iz mene so zdaj naredili, če smo bile prej ženske črne ovce v poslovnem svetu, zdaj sem pa oranžna, sem še večjo ogrado imam, pa sem še bolj se o meni govori, pa sem še več se z mano ukvarjam, ampak jaz nimam nič od tega. Kar pa manjka ženskam v poslovnem svetu je pa to, da bi bile pa ne spet enakovrednost, ker ta enakovrednost je ful zlorabljena, ampak da bi ženske bile imele možnost imeti ista orodja in znanja kot moški za isto delo. Vstopni pogoji bi mogli biti isti. Ja, marsikatera ženska ne upa posla odpreti, zato ker se boji, pa imam družino, pa nimam teh znanj, ker jih ne dobi, ker časa nima, ker njene vloge so še postranske. Moški se ukvarja z biznisom običajno, ne? In ona mora zdaj to vse nadomestiti in te strahovi pol prije, kako mi bo uspel, ne bo mogla tega. Ona nima znanja ali pa orodij, da bi začela na istem nivoju, kot je začel moški, ker njemu priorno pripada, da gre v to. In obratno, ne? Ampak jaz sem velik zagovornik mešanih timov, mešanih pozicij in tako naprej. To se zelo lepo pri start-up podjetnik pokaže. Posod, kjer so mešani timi, ali pa tudi, če sta začela dva fanta ali pa dve punci, slej ko preko se nekaj zmeša, dinamika, so to najbolj uspešne zgodbe. Najslabše je samo ženski kurnik ali pa moški kurnik. To je najslabše. Ampak te pravice, jaz bom rekla, da je prav, da gre v to smer, da tudi ženske lahko začenjajo s tem, da so isto, da se jih enakovredno vsaj želi tretirati. Recimo, jaz sem bila še Sem tole zaprem. Še 10 let nazaj edina ženska, ki sem se konkretno s poslovnimi angeli pa s tem ukvarjala v Sloveniji. Meni ni bilo lahko. Za mene to ne ustavil. Kaj pa se je dogajalo? To je bil primarno moški svet. Ampak a je bilo tako, nekam ste prišli na sestanek in ste bili v slabši poziciji, recimo, ne, ali pa ste čutili? Vedno je bilo tako, zelo jasno so mi dali vedno vsi vedeti, da ti si ženska, ti tak nimaš pojma, kaj to je investiranje, start-upi, dej, spel se, ne? A tako podtalno ali direktno? Podtalno ali pa tudi direktno, ne? Aha. No, ampak pač jaz to tako menim, ne? Jaz sem spet sva pri tem, ne? Kaj si moraš za cilj postaviti, pa kako moraš v življenju gledati na stvari, da pač življenje ni lahko, ne? To te pač ne sme ustaviti, najlažje domov pa jokati pa nehati, ne? Jaz sem vedela, kva hočem, jaz sem se od teh ljudi učila in v bistvu sem zelo hitro postala tako močno opremljena z vsem znanjem pa informacijam, da sem jih nadsegla. In takrat pa ti začneš igro voditi, ne? Narediš par dobrih investicij, postaviš strukture levo, desno in potem ti te isti ljudje pridejo in delajo s tabo. Ti moraš sem dokazati. To je tako, kot pri pogajanjih, ne? Dobiš pogodbo na mizo in če ti kar podpisal, a je to dober znak? Ja, seveda, da ni. Jaz želim, ali pa kjerkoli na drugi strani želi, da se ti boriš za to svoje.
Zdaj ne je to ekstreme, ker to je kaže na drugo stvar, ampak to pa, da ti meni poveš, meni pa ni vse, zato ker se borim, to je moje podjetje, so to verjamem, hočem pa to pa hočem videti. Ne? Ker pa boste skupaj v timu in on bo... Exactly. Ja. Ne? In v bistvu je to ta igra tega daš, ampak na koncu, da iščeš zmagovalno kombinacijo, da obe strani dobita. Ne? In v bistvu tukaj je isto pri teh, bom rekel tako, zadnjih 10 let se je tudi zdaj že pokazali, da tudi ženske zmoremo delati težke naloge in da v bistvu tudi statistično se dokazuje, da ženske, ki vodijo firme, so bolj uspešne, procentualno bistveno večje revenue. Zakaj? Zato, ker mi drugače razmišljamo, pa drugačne pristope imamo, moški imajo take pristope. Vsi mi imamo neke značilnosti in s tem ni nič narobe. Super je, kaj jih pa združiš. Takrat imaš zmagovalne kombinacije. Ne? In v bistvu ženske imajo več tega, kot včasih rečemo šesti čut, čeprav je to bolj čustvena inteligenca, ne? Kot pa moški, ne? Ki pa v bistvu bolj funkcionirajo na številkah pa tako naprej. Če rečeva, ne? Moški so Excel tipi, ne? Ženske smo pa intuicija. Ne? Kar ni vedno dobro na nobeni strani, 100%, ampak možno to ful dobro združvati. Ne? In v bistvu poanta, ki bi se mogla zdaj v biznisu zgoditi, pa se dogaja to, da se predvsem te starejše generacije začnejo odpirati, da dovoljujejo, da tudi ženske pridejo do vodilnih mest, pa da jim dajo priložnost, pa da jih opravnomočijo znanjem. Tukaj jaz vidim največjo, da v bistvu, če lahko rečeva, pravica do izobrazbe je za vse enaka. Ne da polk, mi dva narediva šolo, oba isto, prideva na delovno mesto, pa sva za isto delovno mesto različno plačana. Ne? Ker že po defaultu moški ima več nekih veščin. Ja, ni to tako, ne. Tako da, ampak jaz bom rekla, da tudi v Sloveniji imamo menedžerje, imamo ljudi, ki so to znali zelo dobro prepoznati že 10, 20, 15, 30 let nazaj in te so to taki eni pionirji in so bili tudi eni taki pač trendseteri tega, da se to da, če zdaj govorijo samo Slovenijo, je pa zelo odvisno tudi od branže. Zdaj, če rečeva neko tehnično branžo, ja, zakaj ni tam toliko žensk? Zato, ker tudi to ne grejo študirati ali pa, ker se tega naučijo, vse je logično. Ne? Tako, ker recimo, ne vem, neke inženirske stvari, tam je več moških, zato, ker je to bolj domena moškega sveta, ker ste bolj matematični tipi pa to, imamo pa, ne vem, v kozmetičnih vodah valjda večino žensk. Prav, dejansko imamo različne v povprečju, če gledamo samo te dve skupini ljudi, različne možgane, ne? Ja, druge stvari nas zanimajo. Mi se tako dopolnjujemo, ne? Ampak problem je, da ti ne smeš tako meje narediti, da moraš ta catch delati. No? In jaz sem spet rekla tako, poanta je, da si ti dovoliš, da je to ta čustvena inteligenca, si ti dovoliš, da takim ljudem daš, ki so drugačni od tebe, ali karakterno, ali po spolu, kakorkoli priložnost. Ne? Ti moraš v bistvu z ljudi imeti tam, kaj ti oni vrednost delajo. Ne, kako se izgleda, pa kakšen ima karakter, pa kaj mi ni všeč, kako se piše, pa jaz ne vem, kaj stoji na en izgovor. Ne, kaj mi ta človek lahko na mizo prinese in kje lahko pri nas podjetje zaradi tega dobi value. V bistvu, tako jaz gledam vedno na stvari. Ne? In ljudem je tudi treba priložnost dati. Kaj pa pol, recimo, debata okoli kvota, ne? Zato, ker če gremo v to smer, ne? Kaj mi lahko en posameznik doprinese in da odstranim raso, spol in karakteristike, ki si jih nisem zbral, ne? In gledam samo ta merita, ne? Se pravi, samo njegove veščine in doprinos. Kvote grejo v navzkrižju s tem, ali ne? Mislim, jaz nisem zagovornik teh kvot. Jaz pa razumem, zakaj so. Zato, ker v bistvu to je pač spet sva pri politikah odločanja, pri ustroju, ki na državnih nivojih ali pa na EU nivoju mora biti narejen. In kako boš ti te kazalnike meril drugače kot čez številko. Ne? In zato so pač naredili kvote. Ne? V velikih stvareh nas hoče prisiliti, da mi začnemo drugače razmišljati. In ne bojo te prisilili, če ti bojo rekli, priporočamo, da v podjetju zaposlite ženske, ki saj toka. Ne? Kdo bo to priporočilo upošteval? Ker ga ni treba, ker je že priporočilo. Ne? Če nam pa rečejo, ja, mi pa zdaj zahtevamo od tebe, da v podjetju imaš zaposlenih toliko procentov žensk, pa je pa to zahteva. Pa to ni več hec. Zdaj pa jaz, če poročam, ali pa bom šel na banko, ali pa bom imel neke evropske razpise, ali pa nekaj bom imel težavo. Ne? In v bistvu... Sam kako bom do tega prišel, ne? Ja. Tako da bom diskriminiral drug pol. Ne? Drugače ne morem priti do tega. Mislim, ja, diskriminiral drug pol, ali pa deva reči drugo skrajnost, ali pa da zaposliš toliko, zdaj ženske, imamo ženske kvote, ki pa mogoče sploh niso primerne za tvoj biznis. No sej. Ja. Ampak en drug je bil bolj primeren, ampak ga nisem zbral.
In sem ga diskriminiral. Ja, ampak jaz ne bi to tako rekel. Zato, ker dober menedžer bo za tistega najdel pozicijo na drugačnem oddelku znotraj firme. Ne, recimo samo eno delovno mesto je. Recimo, zdaj res eksperiment. Okay, eksperiment, ja. 10 ljudi se poteguje, 5 moških, 5 žensk. In zdaj jaz, če gledam samo veščine pa doprinos, bom gledal cel bazen. Ja. Če pa jaz vem, da moram žensko zaposliti, bom pa gledal samo bazen 5 ljudi. Ok, zdaj pa je challenge, zakaj pa veš, da moraš žensko zaposliti? Ne, če imam kvoto. Zakaj pa ne moš kvote druge spoventi? Ja, ampak recimo to delovno mesto je nekoga že mam in je moški in zdaj, da bo 50-50. No, ampak recimo, zmeraj ta, jaz ne bi to tako črno-belo gledala, ne? V nadzornem odboru, recimo, ne? Ja, ok. Moram žensko, če moram žensko, pomeni, da bom diskriminiral vse, ki niso ženska. A ne? Ja, ampak pa so lahko boljši. Ja, se strinjam, ok, lahko so boljši, ampak zdaj vedno lahko zgodbo v krog obrnemo in vedno je treba gledati percepcije, ne? Različne perspektive. Ja, a prej pa ženske niso bile diskriminirane, ki je bilo 8 članov moških. Verjetno so bile, ja. V 100%. Zdaj so pa 70% zasedle. Ja, jaz sam ne verjamem to popravljanje za nazaj. Ne, razlagam tako, ne. To je zelo nehvaležno delo. To je zelo težko pravilno pozicionirati. Ne? Ampak kaj je pa lahko dodana vrednost kvote? Če si dober menedžer, pa to razumeš. Dodana vrednost kvote je pa to, da lahko pa ti odpreš zdaj vrata tudi ženskam na teh pozicijah, kamor niso prišle, ker mogoče so pa tam zunaj zelo dobre persone, ki jih boš na koncu nadomestil, pa boš naredil pol, zato ker boš imel dobro ravnovesje. Ti pa da mogoče za neke stvari izgovor ali pa te porine v to smer, te malo brcne, a ne? Ker prej ti pač ni bilo treba in na koncu marsikdo pol ugotovi, da je fajn zmešati ekipo. Ne samo imeti. Tako, kot so ženske niso ok, da se razume. Jaz tudi nisem zagovornik ženskega kokošnjaka. Sama osebno zelo težko delam to, pa sem ženska. Jaz imam najrajši mešane time in meni to super. Ja, tudi jaz. Ampak tako, te perspektive ljudje smo nagnjeni k temu, da zelo hitro posplošujemo, pa naredimo nek okvir. Ampak vedno je treba gledati iz 100 perspektiv, pa boš vedno imel še 101. Zakaj? Zato, ker nikoli ni eno lično. Ker te kvote so lahko dobra stvar, če jih pogledaš iz pozitivne stvari, pa jih znaš pravilno uvesti. Lahko so slaba. Tako, kot invalidi konc koncev. Niso vsi invalidi slabi. Pa reče, ja, moram je tukaj imel. Ja, ampak po drugi strani pa pogledaj, ti si podjetje, ki vrača v skupnost, ti si podjetje, ki ogroženo skupino daje, mislim, kapo ti dol. So te prisilili, ampak zdaj ti pa vidiš, si pa najdu delovno mesto za tega človeka, pa gre tako, pa ne. Isto je starejšimi, ne. V bistvu je problem v tem, da če se bomo mi vedno zapičvali v sam nek statement, neko številko bomo imeli na ravni družbe vedno problem. Ker vedno enemu ne bo pasal. Pa vedno bo nekdo diskriminiran. Moj problem je več v tem, da koliko dovolimo tega. Da zdaj kar počne družba, kar hoče pa to. Ne, v družbi so pravila igre. Pravila igre treba spoštovati in jih je treba spoštovati od spodaj na zgor in od zgoraj na vzdolj. Ja, se mogoče jaz naivno verjamem v moč trga, ne? Ker če bo nekaj boljše za biznis, ker bojo timi boljš delali, bo trg to sam prepoznal in bo ta menedžer, ki je dober, zaposlil žensko, ker bo hotel mešan tim, ne? Ja, se to ne verjamem pa v to se dogaja. Ja, se. Sem prisila je bolj na teh večjih korporativnih scenah, pa to tam, ki je pa že toliko ljudi, da je pa že malo smešen. Če bom zdaj rekla res absurden primer, da imaš 1000 zaposlenih, pa imaš 10 žensk. Dobro, a ne, sem rekla absurden, ampak se lahko dogaja, ne. Ko si pa ti neka manjša ekipa, nek SME, pa mislim, da že kar zapolneš te vrzeli, pa to, da niso te kvote bolj brez veze. So pa v bistvu zelo velik faktor pa pri razpisih, a ne, predvsem evropskih. Zakaj? Zato, ker Evropa pa s tem kaže, da če se ti prijavljaš na nek inovativen razpis, pa če nimaš nobene ženske znanstvenice zraven, zdaj pa začni razmišljati tudi malo drugače. Tam je bolj vprašanje ega, pa teh nazivov, pa vsega tega, ne? In jih hočejo malo sil, da zdaj pa začnite se odpirati, nisi ti najlepša cvetka, je še kaj drugega okrog, ne? In to ni zdaj, saj jaz bi zasledila, mogoče se motam, ampak to bojo bolj eksperti povedali, ki so v tem biznisu, ampak ponavadi je to samo priporočilo in lahko dobiš več pik za to, ne? Ker s tem ti skrbiš za diversity. Ne? Niso ti rekli moraš, ne? Ampak imaš diversity, ampak s tem... Ja, se njihova pravila igre, če hočeš znati. Ta ženska se bo naučila, ta ženska bo lahko toliko novih žensk naučila in mi bomo začeli pola opravnomoče, da bo tam imela isto znanje. Ne? V bistvu je bolj, jaz to tako vidim. Ne?
Ker meni bi bilo kul, če bi imela 20 let nazaj možnost taka znanja dobiti. Jih nisem mogla. Ne? Danes jih pa punca, ki je na faksu mlada, lahko dobi. Ker se lahko tudi na marsikatero žensko obrne. Zato, ker bo prej pristopaš do svojega spola, kot do večina, no? Ne zdaj spet vsi, ne? Res je, ja. Res je. Psihološko, bolj ti je blizu, ja. Ja, to je ta psihologija, ne? S tem tudi daješ upanje, da se lahko greš, ne? Zdaj pa ta ženska lahko recimo do mene pristopi, ne? Recimo, ne, v tem svetu, ko sem jaz, pač tvegan kapital, poslovni angeli, to je zaprt svet. Težko je zraven prijeti, ne? In jaz imam mantro, jaz vsako leto vsaj enemu, 2, 3 študentom odprem pot in jih učim, kaj je naš svet. Zato, ker ne morejo not priti. In imam mešane ekipe, ne? In nekaj naredijo in se ful naučijo in imajo vrata, da lahko z nami hodijo po dogodkih in tako naprej. Drugače pa ne bi mogli, ker se zavedam tega dejstva, da če mi tega ne bomo naučili, naše naslednje generacije skladov ali pa naložb ne bojo imeli ljudi, ki jo to znali upravljati. In mi jih moramo naučiti. Če jih že država noče, jih bomo mi sami. Ne? To pač počnemo. Pa nisem edina. Ne? Se malo lahko o tem poveva, ker ste omenili poslovne angele. Verjetno večina ne ve, kaj to je. Sploh splošne populacije, ki ni v podjetništvu neposredno. Ne? Kaj to je, kaj delate, zakaj obstajate? Poslovni angeli so v bistvu, deva najprej začeti, kaj sploh je poslovni angel. Poslovni angeli smo moški in ženske, ženske in moški. Ženske smo, jaz sem nas malo preimenovala, smo poslovne angeline, da nismo ženski poslovni angel, ker ta termin je pa res mega dober. Ampak zakaj gre? V bistvu smo to vsi ljudje, ki izhajamo z nekih podjetniških vod. Bodisi smo uspešno prodali podjetja, pa imamo zdaj nek višek denarja. Bodisi smo v podjetjih, pa imamo nek višek denarja. Bodisi postavljamo več podjetij, pa imamo vedno neke presežene denarje, kakorkoli. V glavnem, to so posamezniki, ki del svojih sredstev namenjajo temu, da, če zdaj banalno rečem, da bo vsak povprečen Slovenec razumel, namesto da jahto kupijo, investirajo pa podprejo finančno 3-4 novo nastala podjetja, ekipe. Zato pridobijo nek lastniški delež in potem pesti držijo, pa molijo, da bo čez 5, 6, 7, 8, 10, 12 let kaj nastalo skupaj s temi podjetniki in da bo oni ta delež lahko prodali in bojo takrat zaslužili razliko. In to je za nas posel. Zdaj tipičen Slovenc itak pravi, kaj boste vi, ne? Vi že tako imate ful denarja, zdaj pa še več ga boste imeli. Ne? Hočete izkoriščati te mlade? Ne, sploh ne izkoriščati, ampak zakaj bi mi imeli zdaj še več denarja? To je vedno največji problem in to je tipična slovenska fora. Nerazumevanje, pa nepoznavanje zadeve, pa potem neprivoščljivost, ker ti nimaš. Ne? V bistvu pa poslovni angeli so ključni za to, da nastajajo nova inovativna podjetja. Ker ta podjetja so tako drugačna, da nikjer druge ne dobijo financiranja. Ona ne morejo iti po kredit na banko. Banke naše slovenske so rigidne. Preveč tvegano je. Ja. To je za njih vse preveč tvegano. Mi pa damo svoj denar in ga v istem trenutku odpišemo. In mi vemo, da mogoče se zgodi, da iz tega nič ne bo. Povprečen Slovenc tega ni sposoben. Če smo zdaj pri tem. Koliko procentno, se pravi, imamo tvegan kapital, to je verjetno seed, ali kako se reče? Ja, zdaj to je tako, poslovni angeli slovenski smo netipični, mogoče še malo evropskega okolja. Ne? V Evropi, recimo, pri nas imamo okrog 70 članov, se pravi, to so posamezniki, smo zelo zaprt krog, zato ker itak Slovenija zelo rada obsoja, ampak kar naj obsoja, to je nujno potrebno, zato da marsikater sin pa hči teh ljudi, ki so zelo gasni, lahko ima službo v dobrem inovativnem okolju. Ker to bo prihodnost, da se razumemo. Startupi so velik del ekonomije, počasi bomo prišli do, mislim, da 15% podjetij že na ravni EU-ja bo startupov, če gremo v masi podjetij, kar je zelo velik procent. Morate tudi povedati, kaj je startup. Ja, startup je inovativno podjetje, ki v bistvu zelo hitro raste in mora dokazati svoj poslovni model. Okay. In zato rab zelo veliko financiranja, ker ga nima kje druge dobiti. Najprej običajno te startupovci, ki začnejo svoje neke prihranke dajo, potem jih pa mi finančno podpremo. In ker jih mi finančno podpremo, zato vzamemo nek lastniški delež, ker itak je podjetje takrat nima nič vrednosti. Jaz se včasih pohlecam. Potencial ima. In v bistvu mi nič drugega ne moramo se preklopiti na to podjetje, ali pa če rečemo na srce se žilo ne moramo preklopiti, kot to, da ta žila je lastniški delež. Ker ledvice človeku ne moreš vzeti. In v bistvu poanta je v tem, da ta startup podjetje, zdaj ko smo skupaj na čovnu, začne kreirati vrednost vsakega procenta.
pa tisti, ki še vejo. Nič ti ne pomaga 100% zastave, ki je propadla. Ti hočeš imeti procent, ki je vreden to, kar Mercedes, BMW, Porsche, kar ti je pač ljubo. In v bistvu je tem poanta. In takrat si skupaj z njim na čovnu. In ta podjetja hitro rastejo in rabijo kapital, zato ker ne morejo plačati, ker ne morejo na trg iti, ker ne morejo produktov narediti nič. In zato je to ključno za ekonomijo. Marsikdo pozna, kako v podjetjih delajo recimo razvojne projekte. To je zelo podobna stvar. Sem, da ta razvojni projekt lahko mama financira, ker ima denar, pri nas se pa to podjetje na trgu nastane in ga nekdo drug zunanje podpre. In jaz sem vesela, da imamo v Sloveniji čezdalje več teh napredno mislečih podjetnikov, ki razumejo, da je to pametno podpirati in sami tudi pridejo in rečejo, jaz bi pa rad, 50,000 evrov letos namenil v 2 podjetja ali pa kakorkoli. In da pol spremljajo in da jih mi naučimo. Pa tudi pomagajo. Ja, in ful pomagajo in tako naprej. In zdaj, če rečem, recimo tujina, najbolj znani so nordske pa baltske države, tam imaš na državo, ki ima 1,5 milijona prebivalcev, 300 do 400 angelov, ki pridejo, ki so ponosni za to, da so angeli, da lahko k temu prispevajo, ki investirajo, ki se družijo, ki pomagajo tem ekipam in ki potem slavijo njihov uspeh. No, Slovenci imamo spet problem, ker na prvošmo uspeha. Ampak jaz si želim, da teh res angelov več nastane. No in angeli so pa zdaj ključni pa za naslednjo fazo. To so pa skladi, sicer slovenski prevod je tveganega kapitala, ampak to niso skladi tveganega kapitala, to so skladi za spodbujanje rasti. To so skladi, ki niso delč od tega, kot so vzajemni skladi, pa podobno, kar ljudje poznajo, pa varčevalni računi, pa tako naprej, ampak so skladi, kjer pa tisti, ki ga upravljajo, prvič investirajo svoj denar v ta sklad in pridobijo privatne vlagatelje in potem za njih upravljajo ta denar. Te skladi imajo pa načrtno politiko, v koliko podjetij bojo dali pa kakšne zneske in običajno trajajo 10 let. Oni pridejo, se pravi, najprej ste vi? Najprej se poslovni angeli, potem pa po angeli postanejo kapitalsko premajhni, nimajo več toliko denarja, da bi lahko podprli večje naslednje investicijske runde, takrat pa skladi not pridejo. Čas pa tudi skupaj investirajo. Zelo različno, ker je odvisno, koliko je sklad močen, pa kakšno politiko ima. No in zdaj v Sloveniji se te skladi res lepo razvijajo. Jaz sem vesela, končno imamo tudi sklade, ki jih je Evropski investicijski sklad podprl. Prvič v Sloveniji, Hrvaška nas tukaj prehiteva po desni, ampak da bo tudi zdaj kapital za slovenska podjetja, ker je bilo pač prej žalostno, ker slovenska podjetja so šla v osnovi takoj ven, zato ker doma kapitala niso dobila. Angeli smo pa zdaj tudi v bistvu zelo pridni, na leto zapremo tam med 10 do 15 investicij. Koliko velike pa so te runde? Zdaj bom tako rekla, različno, ampak če zdaj rečem, poprečen tiket slovenskega poslovnega angela je 100,000 evrov. Na investicijo na angela. V baltskih državah je pa 5,000 evrov. Koliko dobi podjetje, ki je v tej fazi v povprečju? Lahko, odvisno koliko išče, ampak lahko išče 30,000, lahko išče 50, lahko išče pa 300,000. In takrat recimo, če 300,000 že težko marsikjer angel da, ker pismo le angeli imamo manjše zneske, se pa združimo pa naredimo sindikati, na svet zloži teh 300,000 skupaj, če verjamemo v to stvar. In potem tudi enega določimo in ta človek pa spremlja to naložbo in tako naprej. Ampak poanta je to, da to je ključnega pomena, da se bo ekonomija vrtela v inovativnosti. Zakaj je Amerika podjetno tako uspešna? Ja, zato, ker ima sklade tveganega kapitala pa poslovne angele izredno močne. In ko pride ideja, oni vržejo denar, ker noče zamuditi priložnosti. Ko je nastal Google, ko je nastal LinkedIn, ko je nastal tudi koncu Tesla, SpaceX, vse je šlo s poslovnimi angeli pa s tveganim kapitalom. Skladom za denarjem za spodbujanje rasti. Temu se reče venture capital, VC. In mi moramo tudi dojeti, pri nas podjetja ne razumejo tega, nočejo podpirati in vse bojo sama in tako naprej. Ne, s tem, ko ti podpreš startup, si prišel do najbolj trendovskega znanja, ki je trenutno na tem področju, še posebej, če je tehnološko. Zato, ker ta startup, da je preživel, vsako sekundo spremlja, kaj se na trgu zgodi. Eni firmi, ki je dobro inštalirana, ni treba, ker ima ustroj, taga pa nima in ti si s tem kupaš zavarovanje, da si prišel do najboljšega znanja. In naši Slovenci tega ne razumejo, tudi nočejo sprejeti. Hrvati so tukaj bolj odprti, Avstrijci so tukaj izredno močni, Madžari tudi. Jaz upam, da mi tudi pridemo zdaj, da bomo to vsako leto večali in bomo bili kapitalsko bolj intenzivni, ker je to ključno konec koncev za službe naših naslednjih rodov. Se ne bojo imeli pozicij, kje biti. Tisti startupi, ki pridobijo to rundo od poslovnih angelov, kakšen je procent uspeha za naslednjo rundo? Zdaj tako, tudi vsi startupi, ki pridejo k nam pod naše okrilje,
pa iščejo investicijo, ne dobijo je. Ne, to je zdaj, da bomo trdili, da vsak dobi. Ne, zato ker to ni nekaj, kar ti lahko predpišeš. Poslovni angel se po lastni intuiciji, po lastni želji, pa volji odloča, a bo v nekaj vložil. In včasih enostavno ni meča pravega. Ne? In se zgodi, da jih kar neki ne dobi investicije, čeprav grejo čez ves ta proces, ker pač ni interesa. Pa mogoče včasih pol čez čas zavrtimo spet, pa rečemo, tale startup je naredil napredek, pa se kdo najde. Ne? Skladi imajo pa politiko in takrat oni morajo v te sfere dati, kar se zavežejo. Ne? Zdaj, koliko dobijo procentov, zelo odvisno, koliko denarja iščejo, zelo odvisno, v kakšni fazi so, a so zelo na začetku, a so pozno. Tle je eno veliko razumevanje na trgu, ko pridejo recimo tudi uspešni podjetniki, ki so exite naredili, se pravi, so prodali svoje podjetje, pa imajo nek kapital, pa kar hočejo vzeti 50+%, ne razume, da se to ne dela. Mi vzamemo manjšinske deleže. Zakaj? Zato, ker mi damo v upravljanje denar temu podjetniku, podjetnikom, ekipi, da bo iz tega naredila donos. In te ljudje morajo imeti moč, voljo, pa motivacijo, da ta denar oplemenite, se pravi, da morajo imeti večinsko vlogo. Mi smo samo tisti, ki jih finančno podpremo. Seveda želimo, da gre dobro podjetje, pa imamo nek sistem, da jih že učimo, ne? Da že od začetka ti poročaš, pa tako naprej. Ampak ne nam, konc koncev, podjetnik sam se poroča. To je smerokaz, kam gre njegovo podjetje. Nam pa pač še zraven pove, da mu lahko pomagamo, če vidimo kakšne rdeče lučke in tako naprej. Ne? In to je velikrat narobe razumljeno. Tudi sploh pri nas spet za te naše mentalitete. Ja, pa ne bom poročal, pa hoče to od mene. Ne, to je zate. To ni zame. Ti kot dober direktor moraš vedeti, kaj se v podjetju dogaja. Se pravi, moraš ti od dneva 1 to početi. Pa tudi konc koncev, če ste 3 prijatelji, pa imate neke sestanke. Dej poglej, kaj si se en mesec nazaj pogovarjal. Mogoče už pa kaj pomembnega mogo imeti zapisanega. Ne? No in v bistvu te deleži so zelo različni. Mi nikoli ne gremo v redkih primerih čez 25%. To je takrat, ko so res early stage, to so zelo začetne stvari, ko še ni nobenih prihodkov, pa zelo odvisen, koliko denarja išče. Drugače pa zadnja leta smo nekje zapirali dile v procentih, ki so bili med 7 do 14-15%, kar je zelo, zelo lepa higiena za naprej naslednje runde. Pa mogoče še nekaj pomembno, tudi podjetniki sami, zelo veliko se borijo za te procente, da bi jih bilo čim manj, pa tako naprej. Ampak poanta je v tem, da ti znaš razumeti, kako bo naslednje investicijske runde vplivali na tvojo lastniško strukturo. In včasih ni dobro, tudi mi izračunamo, koliko je tista meja. Ni dobro preveč imeti, zato ker ti kot investitor startup za naslednjo rundo ubiješ. Ali pa obratno, ni dobro, da ima startup premalo ali pa preveč ali pa tako. Tako da tukaj je malo tudi, tukaj je kar veliko matematike v zadju. Tudi kako mi ocenimo, koliko so vredni pa tako naprej. Nič ni to tako malo. Ampak ja, smo tukaj se mi blazno transformirali. Slovenski poslovni angeli smo eni boljših organiziranih v Evropi. Zakaj? Zato, ker smo se postavili v logiko hibrida med poslovnimi angeli pa venture skladom. Se pravi, mi za naše vlagatelje pripravimo, pa naredimo že skrbni pregled, kar ni običajna praksa. Običajno to angel sam dela, mi ga kot ekipa poslovnih angelov naredimo. Se pravi, naši vlagatelji dobijo pripravljene investicijske priložnosti. In to smo eni redkih, ki to delamo. Naredili smo tudi 3 leta nazaj prvi angelski sklad v Sloveniji, ki je izredno uspešen. To je bil poskus, da smo tiste ljudi, ki so ravno kar postali angeli, pa niso imeli znanja, skozi to, da so nam dali v upravljanje denar, začeli učiti, kaj je investiranje. In se to zelo dobro obnesel. In ta sklad je naredil 12 investicij iz Evrope plus ZDA, tudi Slovenija. In od teh 12 investicij jih polovica nadpoprečno dobro dela. Nadpoprečno govorim, ostale pa v redu. Tako da zelo veliko se dogaja. Mi smo že, se pravi, od 2007 na trgu. To ni, veljamo za starejši klub. Če so v Evropi so se angeli ustanovili 1999 kot European Business Angel Network, ki je krovna mreža vseh angelskih organizacij. Ampak kot element poslovnega angela so pa to ljudje, ki so ključni za razvoj ekonomije, gospodarstva, inovativnega dela. To so ljudje, ki vidijo out of the box, ki ne razumejo samo EBITDA, pa koliko bo človeka stisnil, ampak da je tukaj much bigger picture. In v bistvu vsa sfera, zdaj, ki se v Evropi kaže, z AI-om, z ESG-om, vse gre v to smer. Da boš ti mogel biti zelo inovativen, zelo start-upovsko usmerjen, tudi če boš velika firma.
In to bo težko, ampak tisti, ki pa danes se že temu približujejo, pa se poučujejo, pa so del tega ustroja, je pa bistveno lažje, ker to tudi v svojih ustrojih, tisti, ki imajo še pač podjetja, to potem kar močno inkorporirajo in se kažejo kot dobre stvari. Kaj pa bi svetovali nekomu, ki recimo ima podjetje ali pa začenja, pa ne potrebuje sredstev, se pravi, bootstrapping se reče, sam lahko financira pač vstop na trg. A bi vsem, v katerih primerih priporočal, glih zaradi tega know-howa, ki se ga pridobi, ko pridobiš enega investitorja, postane v bistvu tvoj mentor, ne? Ali pa ima nek domen. Odvisno, kar se dogovoriš. Lahko ti je mentor, lahko te pa pusti na mir, pa imaš neko dinamiko, ki si jo dorečeš. Ne? Stvar angela je vedno, da je to res dogovor. Tudi mi smo mogli to razdelati, da smo določene angele mogli res ali postaviti na realna tla, ali pa jih res transformirati, ker so zelo mešali, kaj je vloga angela. Ti nisi tam pol terorja zganjaš in tako naprej. Pa to večinski lastniški delaš, pa te zadeve. Bootstrapping. Zelo velike start-upov, ki bootstrapam, pa ne vzame investicije, ampak še vsi te res uspešni so pa šli do točke, ko so ugotovili, imam dve varianti, jaz lahko naprej bootstrapam, pa se pokrivam, imam dober življenje, firma bo dobro delala. Če pa dobim x denarja, bom pa jaz iz Donska lahko drugače tako naredil tole. Ker večina tega usvajanja trga, marketinga je v bistvu v denarju. Ti vedno, ko bootstrapaš, lahko daš določeno stvar noter. In investicijo dobiš zato, da res obrate poženiš. Tako, da skalaš. In v bistvu kar nekaj teh, ki se je kasneje pol odločili, da so vzeli investicijo, so res naredili pol abnormne rezultate. In pa je to življenjska odločitev, a boš ti imel za to podjetje, da ga boš 20 let vrtel pa šaraufal, kar je čisto super. Ja. In je vse legit. Osebna odločitev. In je to osebna odločitev, ampak pa to ni naš case. Ali pa reče, zdaj grem pa jaz po financiranje, zato ker verjamem, da ta ideja, ki je zdaj tukaj, lahko pride sem gor, ampak jaz čez 5 let se nočem več s to idejo ukvarjati, imam že druge ideje, kaj bi počel. In takrat greš v bistvu počutje mode, zdaj se pa jaz pripravljam na hud scaling, 5 let garanja, grem po investicijo, zato da to dobim, hočem tja pred in potem prodam vse. In moj cilj je, da nekaj naredim s tem, da nekaj prodam, da grem v exit. To je pa bolj druga odločitev. In takrat pa pol grejo te iz bootstrapa v financing. Okay. AI. Ja. Ne bom specifičnega vprašanja vprašal. Jaz se ful ukvarjam s tem, ampak me samo zanima implikacije te tehnologije ali pa lahko rečemo revolucije, movementa na našo civilizacijo, po vašem mnenju. Kje se zdaj nahajamo? Mislim, AI ni nekaj novega, da smo čisto realni. Okay, še kar nekaj desetletij obstaja, ampak zdaj samo boom. Ja. Zdaj smo prišli do takih rešitev, ki so, bom rekla, masovno lahko uporabne na trgu med nami navadnimi smrtniki in zato, ker imamo tudi to komunikacijskih orodij, da je novica hitreje do tebe, kot se pa ti obrneš okrog svoje vsi, je to nam dosegljivo, pa vemo, da se to dogaja. Jaz mislim, da tako, kar se tiče biznisa, bo AI must have, v roku 10 let, mogoče še celo prej, pa zdaj jaz nisem nek full hud AI strokovnjak, da se razumemo. Ga razumem, ga spremljam, ga razumem v smislu investicij in tako naprej znamo centa, ampak zdaj se dve stvari pojavljata. Eno je, da podjetja, pa katerakoli podjetja bojo lahko so tudi proizvodna. Če ne bojo razumela, zdaj bomo rekli tako zelo široko, IKT-ja, se pravi vseh teh tehnologij skupaj z AI-om, bojo imela problem. Itak informacijsko-komunikacijska tehnologija, to je sprav ICT, mi to uporabljamo kot izraz v našem svetu. AI je zdaj ratala svoja paradigma, pa vsi ti kvantni računalniki in tako naprej. Pač svet gre naprej, svet zdaj rab naslednjo odskočno desko. Tukaj je vprašanje te humanizacije in vsega tega, ampak jaz se na to ne bi zdaj spuščala, ker to so zdaj ful velike polja. Je pa dejstvo, da pač, če smo sprejeli pametne telefone, pa pametne televizije, pa ne vem kaj, vse bomo tudi AI mogli sprejeti. In jaz mislim, da ta AI je lahko zelo dobra stvar, predvsem pri optimizaciji procesov, če smo bila že prej na tem na začetku, da je lahko velika pomoč, da določeni poklici se bojo transformirali čisto, ampak konec, vse so se tudi v 90-ih.
pa je propadla lesna industrija, pa tekstilna industrija, pa ne vem, usnjarstvo pa tako naprej, pa se nekaj novega pojavlja, pa se ljudje obrnejo. Jaz mislim, da je bolj ta pripravljenost, spet sva pri tem, koliko so ljudje pripravljeni se obrniti, pa tvegati, pa spremeniti stvar v življenju, pa kaj iti čez svoje strahove, kot pa to, da se je najlažje braniti, da bo veliko tega upora, kako bom zdaj službo zgubil ali pa zgubila. Nobena ne bo po moje zgubil, tako kot je z blockchainom ni noben zgubil, sem se transformirala se bo, spremenila se bo. Kar se tiče pa investicij v ta AI, tako. Zdaj vsi, ki pridejo, delajo AI. To je bilo isto buzzword, to je bilo tako, ki je bil blockchain, pa tako, ki je bil kripto, vsi so delali neki, ne vem, kremo z blockchainom, že skoraj tam smo bili, za obraz, zato, ker se je to dobro slišalo. Imamo pa kar nekaj res fenomenalnih rešitev v AI-ju, v startupu v Sloveniji, pa v kvantnem računalništvu, ki se zavedajo tega, ki so v bistvu zelo noter v tem toku teh dogajanj. In recimo, jaz bi tudi priporočala, da ne si vsak prebere, to je lahkotno branje, ampak je tako, se zamisliš na nivoju podjetij, ne zdaj to, da bom rekla AI kot strokovno, ampak knjigo Darka Butine. On je napisal tako res cool light knjigo, kako se bo management podjetij transformiral zaradi AI-ja. Kako pa je naslov knjigi, da bomo polinkali? Management in AI word, something like that. Nisem čiščor, ki je malo daljši, ampak če se ga pogoogla. Bojo najdali. Ja. No, ampak recimo, to je tako, to res, to knjigo poješ, ampak ti tudi daš za razmišljati. Jaz sem dala za test, pač zelo veliko smo jih tudi tako razdelili, pa to, ker želimo, da se to širja, ampak ljudem, ki nimajo nič veze s startup svetom, pa ki so recimo v production companies, so to knjigo z veseljem prebrali in tudi prišli nazaj, pismo nekaj treba narediti. Aha, ok, tudi če imam zdaj tam proizvodno linijo, ampak imam pa to na robotiki, pa to, malo bo treba začeti razmišljati, kako bomo to naredili. Tako da bolj bo to na nivoju tega, kako firme poslujejo, ne pa kaj nam AI hoče vzeti. Tako. Jaz mislim, da z vsemi CRM-ji, ki jih imamo, z vsemi prevajalniki, itak že skozi nekaj delamo z neko vejo AI-ja, tako da mislim, kje je zdaj problem, če se meni lahko olajša delo. Menim pa, da nikoli človeka ne bomo rabili čisto nadomestiti, saj ne povsod. Vse so neka dela, ki bomo lahko, ampak se bo pa druge rabila, ker AI bo po mojem mnenju hodil zelo dobro z roko v roki. Še zmeraj na koncu treba kaj fizično narediti. Ja, sigurno. Sam, če greva 50 let naprej, pa vprašanje, ker... Ja, pa foundation se zgodil. Ja, pa bomo spet šli v to ekstremno verzijo blaginje, s katero sva začela. Če ne bo šlo prej fajn dol, zaradi tega. Ampak ja, to je pa pač reset. Vsega tega. In kdo bo spet ven prišel, tisti, ki se znajo znajdeti, pa ki se ne smilijo na kavču sami sebi, pa ki nimajo 6,000 in enega problema s tem, koliko so bogi. Ja, ta svet res zahteva odgovorne posameznike. Veliko odgovornost. Ampak ta odgovornost je lahko breme, če ga tako jemliš. Če pa ne jemliš tega kot bremena, to ni. Pač se smo doma, moraš sam do sebe biti odgovoren, da si ga še sam zobe umiti. Pa ne sem zjutraj, tudi fajn je, da si saj zvečer. Pa ne vem tako, to so banalne stvari, ampak to je tudi odgovornost. Ja, super. Hvala vam, ker ste z mano malo predebatirali o svetu, pa v poslovnem svetu. Tako meni je bilo ful veselje, pa vse dobro želim. Hvala enako. Čau.